Lepo nedeljko pozdrav. Se kdaj počutite nevredne, pa se trudite, da bi bili povsod popolni? Imate morda nizko samopodobo? No, zdaj sem kar zajela dobršen del gledalcev, kaj ne? To so ampak le ene izmed stvari, zaradi katerih smo lahko tudi nevedi pod stresom. Ampak kaj se zgodi, ko se ves ta stres nabira leta in leta? To nam bo zdaj zaupala magistra Vlasta Kuster, ki je moja gostja. Pozdravljeni. Ja, lep pozdrav, Mojca. Kaj je s tem stresom, ne? Ste rekli, da boste kar ponazorili. Ja, najboljše, da začnemo kar s praznim kozarcem. Ja? Torej, če si predstavljamo naše telo, ki je kot en prazen kozarec in potem doživljamo razne stvari v življenju in se ta stres nalaga v naše telo. Pa smo recimo otroci, pa nas nekdo kritizira, pa se malo vode naloži v telo, kot bi se vode v kozarec in stres v naše telo. In potem doživljam prvo razočaranje v ljubezni in se spet naloži in se spet voda natoči v kozarec. In potem nam kdo umre in se res ogromno vode natoči v kozarec. Potem imamo pa že službo, pa doživimo kak poslovni neuspeh, pa finančne stiske in voda se nalaga. In v nekem trenutku gre kaplja čez rob. V nekem trenutku je vode preveč, zdaj ne bomo polivali tukaj po studiu, ampak v nekem trenutku je kozarec popolnoma poln, kaplja se prelije čez rob in takrat naše telo več ne funkcionira več. In danes je vedno več ljudi pod stresom, vedno več ljudi razlaga, kako težko funkcionira. In kaj se takrat zgodi? Takrat se zgodi, da nastanejo razne bolezni ali pa človek preprosto preutrujen, zgodi se izgorelost, zgodi se depresija, zgodijo se strahovi in danes smo tukaj, da povemo, kako lahko pomagamo. Aha, ampak ja, seveda je pa več vrst tehnik, ne? Tudi z našimi različnimi gosti jih spoznavamo. Ja. Vi ste tudi sami, ne? Odkrili oziroma si pomagali z metodo, ki jo bomo danes poznali, to je EFT. Tako. To je tehnika, ki se imenuje Emotional Freedom Technique, izhaja iz angleščine, stara enih dobrih 20-25 let, relativno nova, zelo hitro se širi po svetu, poznamo jo pa pod besedo tapkanje. Ja, to pa poznamo, ne? Ampak, če sem prej omenila osebno zgodbo, zmeraj vsak gost dejansko hitro pride do tega, da potem pomaga tudi drugim, ker je sebi pomagal. Kaj pa je bilo pri vas tisto, da ste spoznali v bistvu to metodo? Jaz sem iskala nekaj na temo sproščanja in vidim posnetke ameriške s tapkanjem in pogledam, kaj je zdaj to in poskusim, to je bilo majski večer leta 2008 in poskusim in naenkrat ugotovim, da to deluje in sem doživela, da sem se kar hitro so solzice prišle, ugotovila pa sem, da potem, da sem se lahko sprostila, da sem boljše spala, da sem se malo bolj samozavestno počutila in se pravi in sem zelo hitro ugotovila, da ta tehnika, da mi pomaga pri mojih strahovih, pri moji žalosti, da vse to, da se da enostavno ščistiti. Ampak v redu, kako se ščisti? Kaj dejansko delamo? Kaj delamo? Torej, mi smo v našem zahodnem svetu navajeni, da je psiha nekje v glavi, da je tu mejnica in to ostalo je pa telo. Ampak vsak, ki ima danes kakršne strahove ali težave, ve, da ga tudi v prsih stiska, ve, da ga v želodcu stisne, ve, da ima mehke noge. Torej, naša negativna čustva, ali pa če rečemo psiha, ni samo v glavi, ni v možganih, ampak je v celem telesu. In se pravi, in tudi ni materialne oblike, ampak neki energijski obliki. Čustva jih čutimo, negativna govoriva, čustva čutimo, ne moramo jih izrezati, ne moramo jih nekim aparatom pogledati. Torej so v nekem energijskem sistemu telesa in vzhodni del našega planeta ima te meridiane, pri mojstri akupunkture iglice pikajo, da odpravljajo blokade. Mi pa tapkamo na te iste, na 8 točk, ki so vzeti ven iz akupunkture in na ta način zajamemo celo telo in vse meridiane celega telesa in si pomagamo, da se boljše počutimo. Ampak to ni tako, da bomo pa zdaj kar brez problemov dejansko, ampak gremo, se poglobimo vase. Tako. Ni samo to, da bi nas pa zdaj glava bolela in se bomo tapkali. Ja, lahko tudi. Lahko si pomagamo trenutno, da se boljše počutimo, lahko recimo tremo, lahko ublažimo ali pa kakšen strah. Pred nastopi, ne? Tremo pred nastopi, ja. Obstaja to kakšen trik, ki ga lahko, mislim, bomo povabili, da se lahko teh tehnik tapkanj naučite tudi doma. A tole, mogoče za kakšen strah pred javnim nastopom, mogoče bi komu prav prišlo, če vi gledate, lahko svetujete tudi kakšnemu vašemu bližnjemu. A lahko kaj poveva za gledalce?
Lahko pokaževa? Ja, super. Torej, ko tapkamo, vedno začnemo začnemo tapkati na tako imenovano karate točko in naredimo uvodni stavek, kjer opišemo, kako se počutimo, govorimo o svojem negativnem počutju, drugi del stavka je pa vedno pozitiven. Pa rečemo... A so to afirmacije? Ja, rečemo, kljub temu, da se počutim, kljub temu, da me recimo strah ali pa imam tremo, se imam rada in se sprejemam. Lahko narediva. Ja, lahko. Boste ponavljala za mano, Mojca? Boste glas ljudi? Boste tudi zraven lahko delate, drage gledalke in gledalci. Vem, da se včasih kakšna novodobna tehnika sliši tako malce nenavadna, ampak dajmo jo spoznati. Okay. Rečemo, kljub temu, da me je strah, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da me je strah, se imam rada in se sprejemam. Ja, 3-krat to naredimo. Kljub temu, da me je strah, se imam rada in se sprejemam. In še enkrat. Kljub temu, da me je strah, se imam rada in se sprejemam. Tako, in zdaj greva na notranjo stran očesa in rečeva, strah me je. Strah me je? Ja, na obrv gor. Ja, strah me je. Strah me je. Na notranjo stran obrvi. Potem gremo na strani očesa in isto rečemo, strah me je. Strah me je. Potem gremo pod očesom in rečemo, strah me je. Strah me je. In potem smo pod nosom in rečemo isto. Strah me je. Pod usti rečemo isto. Strah me je. In potem gremo na ključnico, na eno ali na drugo stran in isto rečemo. Strah me je. Ja. Potem pa gremo pod pazduho v višini prsi. Strah me je. Ja, in na vrhu glave. Strah me je. Tako, in naredimo vdih, izdih. Sicer to dlje časa delamo, ne? Ja, to je osnovni postopek in pogledamo, kaj smo naredili, pogledamo, kako se počutimo. Okay, super. To, naprimer, pred nastopi lahko to naši gledalci pač te stvari delajo? Lahko. Lahko tudi za katerikoli drugi strah. Boli me glava, naprimer. Ja. Kaj, imam glavobol? Kljub temu, da me boli glava, se imam rada in se sprejemam. 3-krat na roki, vedno uvod naredimo na karate točki, 3-krat na roki. Ja? Kljub temu. Da me boli glava, se imam rada in se sprejemam. Obrvi. Prej sem rekla tapkanje. Okay. To je nek osnovni postopek, s katerim si lahko trenutno pomagamo. Ni pa to vse. Ko enkrat to stvar res obvladamo, je pa potrebno razumeti tudi, kako naš deluje in takrat lahko gremo pa tudi nazaj v preteklost, spreminjamo svoje podzavestne vzorce, seveda tu treba malo več veščine. Točno to ni tako enostavno, ne? Ni tako enostavno. Sam postopek je zelo enostaven. Malo se smejemo, vse ga v nekaj minutah naučimo. Ja, ampak tisto, kako delati sami sabo, kako delati s preteklimi izkušnjami, kako spreminjati svoje podzavestne vzorce, to je pa malo bolj kompleksno, tu je pa treba že zelo, zelo veliko znanja in ravno tega želim ljudem predstaviti. To bova govorili danes. Torej, če imate, bova šli tudi na zdravstvena stanja, ne, kot takšna, strahove, ker pač vemo, ne, da čustva povzročijo potem bolezenska stanja. Torej, dragi gledalke in gledalci, če imate kakršnokoli, ne bom rekla ravno dilemo, strah, mogoče kaj lahko rečemo tukaj, stvari, ki si jih ne morejo rešiti, strah pred višino, mogoče grizanje nohtov, karkoli, ne, v bistvu lahko pokličete našo gostjo, glede na to, da vam je na voljo tudi po vdaji. Telefonska številka se bo tudi izpisala na zaslonu. Samo pustite svoje podatke oziroma lahko samo telefonsko številko in ime, ne potrebujemo ničesar drugega, na 015896636 in vam bo naša gostja tudi osebno svetovala oziroma vam kaj pomagala in vas usmerila, ali vam lahko to tapkanje pomaga. V kolikšnem času se vidijo kakšni rezultati? Ja, lahko so rezultati zelo hitro, lahko traja dalj časa, odvisno kako kompleksna je zadeva in odvisno kako spretno se tega lotimo. Lahko celo življenje tapkamo in si samo na nivoju simptomov pomagamo, lahko pa gremo globje, spremenimo vzorec in se lahko počutimo dosti bolje. Tako da načeloma za kakšno depresijo, za strahove, za panične napade, za nizko samopodobo se da v nekaj mesecih narediti zelo velike spremembe. Nekaj tednih se opravičujemo. Nekaj tednih se da zelo velike spremembe že narediti. Za nizko samopodobo? Ja. Kje se kaže? Nizka samopodoba je kot nek naš termostat, ki se kaže na vseh življenjskih področjih. In na področju financ, in ljubezni, in posla, in odnosa do sebe, in tem, ko gremo v trgovino in kako nas ljudje obravnavajo, popolnoma na vseh področjih. To je tak naš program, ki ga imamo v sebi in če so prepričanja v redu, če so zdrava, če so močna, potem je naše življenje
v redu, ne, nam uspeva. Če pa imamo slabo samopodobo, nizko samopodobo, pa se lahko veliko trudimo, lahko veliko znamo, pa se komaj kam premaknemo naprej. To je približno tako, bi imeli eno nogo na gasu in eno nogo na bremzi, hkrati. Ja. In se kurimo in takrat dostikrat nastane tesnoba, nastanejo ti notranji konflikti, nastanejo vse te take neprijetna počutja, zaradi ki jih danes ima res ogromno ljudi. In pregorevanje in izgorevanje. Ampak tukaj v ozadju bomo tudi videli potem v bistvu komentarje. Vi imate spletno stran Notranja radost, notranjaradost.si, kjer naša gostja tudi objavlja vse te posnetke, ampak vi pravite, ne, da se tega tapkanja zdaj lahko nauči vsak. Dejstvo pa je, da se moramo poglobiti. Tako. In ravno zaradi tega, se pravi, notranjaradost.si je spletna stran, ki lahko vsak pride, vpiše svoj mail in dobi brezplačno serijo videoposnetkov, preko katerih si lahko gledalci spoznajo, se naučijo in lahko tudi doživijo stvari. Gremo tudi globje. Tisti, ki pa res hočejo neko korenito spremembo, notranjo preobrazbo svoje narediti, imamo pa en velik seminar pripravljen, to je pa naslednji vikend in to bo pa res močna stvar, kjer bomo 16 ur skupaj in soboto in nedeljo, kjer bomo delali na teh vzorcih, na svojem počutju, kjer bom razlagala, kako naš deluje in kjer bom res vse to, kar sem jaz zdaj leta zbirala, se učila. Preko 1000 ljudem pomagala, bom zdaj vse to znanje v bistvu po ljudem na voljo. Torej, dragi gledalke in gledalci, prihodnji vikend, zdaj bova kaj več povedali, se lahko udeležite predavanja, torej ne samo v EFT metodi tapkanja, ampak globje boste lahko z našo gostjo raziskali, zakaj prihaja do določenih vzorcev bolezenskih stanj. Konkretno boste tudi sami pomagali. Torej, če želite več dobiti odgovorov na vaše vprašanje, glede na to, da je včasih pol ure v studiu premalo, pokličite zdaj na 01 589 6636, samo pustite vaše telefonsko ime in vas naša gostja po oddaji pokliče nazaj. Torej, lahko se nanaša na vaše kakršnokoli vprašanja. S čim pa prihajajo k vam? Večina ljudi prihaja, recimo, ker so preizčrpani, preutrujeni, izgoreli, ali pa prihajajo zato, ker imajo depresijo, ali pa prihajajo zato, ker imajo razne strahove, celo panične napade. Veliko jih pride zato, ker ne morejo spati. Ljudje so po cele tedne ne spijo in preprosto pridejo takrat, ko ne morejo več funkcionirati ljudje. Torej, tukaj le zdaj vidim, notranjaradost.si je vaša spletna stran in prav omenili ste in sem rešila pogledati, nenormalno veliko komentarjev je. Zdaj bo jih že skoraj 800. Mislim, da bomo zdaj v tem dopoldnevu o številko 800 prebilo. Ja, in samo takole, če pogledamo, celo življenje se borim, premagujem težave, ki jih ni bilo malo, sedaj pa sem kar naenkrat dobila občutek, da ne morem več, da nimam prostora za nič več, da imam dost in vaša prispodoba, tudi to, ki ste jo danes naredili s kozarcem, je v bistvu opisala mene. Tako. In veliko ljudi se na ta način se tako počuti danes v Sloveniji v teh časih. Zelo veliko ljudi, ja. Pa potem res sem brez volje, ne morem spati, hitro sem žalostna, jočem, ko sem sama oziroma se ne znam več veseliti, tudi moje intimno življenje trpi, ker ne morem, strah me je povedati, si ne želim, kaj vse se je včasih zgodilo, kaj šele kaj me je veselilo, tudi v službi se počutim manj vredno. V bistvu sem se zaprla vase in takole pišejo, pomagajte mi, ne? Ja, takole pišejo. Slovenci so se našli v tej zgodbi. Res odprli ste se na njeni spletni strani. Slovenci so se našli z imenom in s priimkom in vsi komentarji so resnični, nič ni fake, vse je resnično. Slovenci rabijo to, rabijo pomoč. Vsak od nas nekak sicer se skriva, trpi za svojimi zidovi in ravno zato je ta seminar tisti, kjer želim pa to znanje ljudem dati, ker jim hočem povedati, ja, jaz sem bila tudi na tem, ampak se da pomaga, da se rešiti, ni tako težko. To, ko je rekla, noben komentar ni v bistvu narejen, to sem res pred oddajo, gospa Vlasta, ne moram verjeti, da so se ljudje z imenom in priimkom podpisali, da so šli govoriti v bistvu, kje imajo težave, ker ni to tako lahko javno povedati in sem res preverila par imen na Facebooku, ali slučajno kakšen lažen profil in ne, dejansko ljudje so se kar našli v tem. Ja, zelo so se našli. In potem še v drugem videu, ko tapkajo, ljudje pišejo, da si jim solze tečejo, da so
svojega notranjega otročka zdravijo, da se počutijo boljše, da kar naenkrat spijo, da so olajšani, tako da ta stvar resnično deluje in Slovenija to rabi in ravno na tem seminarju, ki bo zdaj naslednji vikend, želim to res ljudem ponuditi in dati. Kje bo to predavanje, seminar? Ta seminar z naslovom Notranja radost bo Ljubljana, dvorana Smelt, se pravi 26. in 27. november, to je naslednji vikend in soboto zjutraj ob 9. odpiramo vrata, začne se od 10. do 16. do 18. popoldne, vmes imamo čas za kosilo in isto v nedeljo. Se pravi, naslednji vikend bo seminar, kjer bomo ljudem pomagali sprazniti ta ubogi kozarec, ki je totalno poln že. Torej, prihodnji vikend, dragi gledalke in gledalci, ja, glede na to, da ima vsak svoje težave, dosti tudi ne upate povedati takole javno, poklicati v oddajo, pokličite zdaj na spodaj izpisano telefonsko številko, samo pustite, torej, vaše ime, samo mogoče zgolj telefonsko številko in naša gostja vas bo po oddaji poklicala nazaj in vam povedala, kako vam lahko metoda EFT pomaga pri vaših težavah. Torej, 01 589 6636. Ampak, pred oddajo ste mi rekli, veš, Mojca, tega tapkanja je dovolj v bistvu že povsod po internetu. Ne gre tukaj samo za zatapkanje kot takšno, ne? Torej, potrebno iti globje spoznavati vzorce. Tako, tapkanje je krasna stvar, lahko se mi malo tapkamo, se malo hecamo, tako sva se midve na začetku in si malo pomagamo. Ampak to nikomur ne bo pomagalo, da bi se nespečnosti rešil, da bi se strahov resničnih rešil, da bi se depresije rešil, da bi samopodobo zboljšal. Ljudje lahko tapkajo vsak dan, dneve, leta, mesece, pa se ne bojo dosti stvari spremenile. Treba iti globje, treba iti v vzorce, treba je pogledati, od kdaj imamo vse to v sebi in treba je res razumeti, kako naš deluje. Treba vedeti, kje je zavestni del uma, kje je podzavestni. Danes nimamo časa, na seminarju bomo to res temeljito pogledali in šli tako globje, da lahko naredimo res eno tako korenito preobrazbo. Ampak, ko ste omenili to tapkanje, akupunktura, ste omenili, da deluje tudi na ta način. Ampak to si lahko zdaj pomagamo sami. Tako. Kdaj uporabljamo to tapkanje? Saj ne moram biti v lokalu ali pa ne vem, v pisarni pa se takle tapkati. Veste, nekje moraš to izvajati. Stvari, če lahko za par minut človek gre na stranišče, pa malo potapka, po moj za malo boljše. Če pa želi korenito stvari spremeniti, je pa treba tudi resen pristop. In zato je treba, da ti nekdo pomaga, treba je malo več znanja imeti, to ni čisto brez veze, no. Se pravi, ravno zato je treba veliko znanja in zato je ta seminar, zato jaz sem veliko let delala individualne terapije z ljudmi, kjer so ljudje, in sem si zdaj pač to znanje nabrala. Tako da se pomagati, ampak ne samo by the way, ker ni problem by the way, ne. Jaz sem slišala za v bistvu to tapkanje že pred leti. Marsikdo je hodil zaradi v bistvu strahov in slej ko prej, ko imaš kakršenkoli problem, v bistvu naletiš na to tapkanje, ne, pa v bistvu potem se moraš lotiti, spoznati stvari. Prej pa res mogoče rečeš, kot tale vaša kolegica, ki vam je pisala, ki piše, sem velik pristaš slovenske tradicije in sem takoj pomislila, še ena vzhodnjaška zadeva za denar, kar je sedaj najbolj moderno, dokler nisem spoznala in videla, zakaj gre. Ja. Pač neka nova stvar, čeprav zdaj mislim, da se je to že zelo veliko razširilo, ljudje imajo to že radi, prepoznavajo tudi zelo veliko v medijih tega, v raznih medijih. Tako da to stvar si počasi utira pot, tako kot si je joga utrla, ki je tudi prišla vzhoda, tako so si masaže utrle mesto, tako si tudi to tapkanje utre. Tako da včasih že na kakšnem zdravniškem izvidu piše spodaj, da tudi je omenjeno, da ljudje tudi to uporabljajo, hodijo ali kakorkoli. Kaj pa se točno naredi s tem, ko se tapka ta točno določen predel? Pa zakaj ravno to? Zakaj ravno točno ti meridiani? To je gospod Gary Craig, ki je to tehniko nekako sestavil, ponudil svetu, dal brezplačno na voljo. On je sestavil ta osnovni postopek iz teh 8 točk, uvod je pa seveda na karate točki. Se pravi, mi smo istočasno osredotočeni na nek naš problem in istočasno tapkamo na te blokade. Se pravi, gremo korak naprej od akupunkture. Akupunktura je samo na fizičnem nivoju, tukaj pa vključimo in fizično in psihično. Tako da je zato res močna stvar. Kadar res globoko gremo, imajo ljudje reakcije, imajo mravljince, joka, ogromno ljudi joka, ampak se na ta način potem ščistijo in jim je lažje. Res sem jokala in se je nekaj premaknilo, ravno piše. Začutil sem premik v svojem telesu. V prvem videu sem prepoznal točko, kje tiči težava. In to boste
pomagali rešiti tudi našim gledalcem. Tako, lahko absolutno, absolutno. Vredno je, da človek pride, vredno je, da rekel je en gospod, ki je zelo pameten, osebno ga zelo spoštujem, Bob Proctor, je v Secret, so ga recimo ljudje vidijo v skrivnosti, je rekel, tisti, ki bo obvladoval svoj svoje misli, svoje čustva, bo obvladoval svoje življenje. In takrat nisem vedela, ali bi to res verjela ali ne, danes totalno podpišem to. Tisti, ki obvladuje svoj svoje misli, svoje čustva, obvladuje svoje življenje. In to si danes želimo v teh časih, da nas ne premetava sem in tja, ko eno barčico na morju, ampak želimo vzeti življenje v svoje roke. In kljub temu, da je polno nekih težkih stvari okoli nas, da se vseeno dobro počutimo, da smo vseeno zdravi, da vseeno se imamo radi, da nekako vsaj približno kvalitetno živimo. Tako da mislim, da je to kar nepogrešljivo danes. Res je. Torej, kdaj potem izvajamo to? Rekli ste, lahko gremo na stranišče, če ste seveda mogoče v pisarnah, če smo doma, zvečer, zjutraj, večkrat, kako je s tem? Ja, jaz priporočam ljudem, kadar res znajo, že vejo, kako dela, da si vzamejo pol ure dnevno, takrat, ko so lahko čisto sami, da se lahko poglobijo vase, da se lahko ustavijo sami sabo, da se srečajo, da pogledajo, kje so res tiste njihove emocije. Zakaj se ženske prenajedamo, recimo, ali pa želja po sladkem je dostikrat skrit nek nemir, neka žalost, neka negativna čustva, nek stres, ki se pač kopiči. Ne? Torej, v bistvu se tudi tisti, ki hujšajo, ko so na dietah, lahko tapkajo. Absolutno, absolutno. Potem ali zmanjšajo teko ali pridejo samo do vzroka? Oboje se da, spet odvisno, koliko znanja ima človek, kako se ve lotiti. Veste, če samo malo se tapkamo, iz tega ne bo veliko. Če pa znamo, potem pa lahko spreminjamo svojo samopodobo, spreminjamo občutek, da nisem vredna, si ne zaslužim, recimo, ne. Spreminjamo občutek, da bi mogla biti popolna, lahko se sprejmemo, tudi če nismo vsi manekenke, ne. In hkrati pa absolutno lahko se zmanjša apetit in ponavadi je vedno tisti povečan apetit, ljudje, ki imajo veliko kilogramov preveč, je velikokrat čustven razlog. Tako da, ko se tu te emocije malo poštimajo, se stvari, se tek enostavno samo ravnovesi, malo mine tista želja po sladkem. Tudi vi pravite v bistvu, ne, da je tako pičena čustva, ne, privedejo do težav. Ja, spet smo pri tem kozarcu, ne, ko je kozarec poln, telo ni več v ravnovesju in se na različnih področjih pozna, ne. Tako da, velikokrat ženskam nam paše sladko, ki se pač pol nekje nalaga. Včasih kdo tudi jesti ne more. Ali pa kaj drugega, ne. Res je. Potem pa v bistvu, ker sem omenila, ne, s čim vse prihajajo k vam. Ali ste mogoče lahko konkretni, če pomislite, mogoče že na kakšen seminar, ki ste ga imeli, kaj je tisto prvo, kar pridejo? Verjetno ni samo nizka samopodoba, kajti marsikdo ne vidi tukaj. Marsikdo tega še ne prepozna, ne vidi. Ljudje pridejo takrat, ko so res v taki stiski, da ne more več funkcionirati. To je takrat, ko ne spijo, tako kot sem rekla, ali takrat, ko jim srce razbija, ko imajo panične napade, ko ne morejo, ko ne upajo več avta voziti, ko ne upajo več v trgovino iti, ker jih je preprosto strah. In to so izobraženi ljudje lahko tudi, to so iz vseh slojev, ne, in vseh starosti in obeh spolov. Pridejo takrat, ko imajo depresijo, ko ne more več funkcionirati, ko so na bolniški, ko jim nič prav ne pomaga, ne? Takrat pridejo. Ko so res v taki točki, ko ne more več pisa, pa reče vlasta, zdaj ste pa vi za moje zadnje upanje. In zdaj rečem, ok, pol rabite čudež, rabimo čudež. In to je lahko tapkanje, to je EFT metoda, torej, ki jo danes poznavamo. Prihodnji vikend se lahko udeležite tudi seminarje, kjer se ne boste naučili le torej samega tapkanja, ampak boste, kot je gospa Vlasta omenila, lahko spremenili dejansko svoje vzorce, se jih zavedli. Ja, šli in začeli vodo odlivati stran iz tega kozarca, ne? Torej, če imate kakršnokoli, ne vem, tesnobo, bolezensko stanje, lahko že zdaj, tekom oddaje pokličete na številko 01 589 6636, pustite samo vaš kontakt, tudi ne rabimo priimka, zgolj ime, in naša gostja vas bo poklicala nazaj in lahko z njo tudi osebno poklepetate. Ampak torej prihodnji vikend pa je torej dan D. Kaj se bodo naučili še? Kaj se bodo naučili? Najprej se bodo naučili temeljito, kako se tapka, kako lahko pomagamo tudi otrokom, tudi najstnikom ali pa tudi dementnim ljudem na ta način. Potem naučili se bomo, jaz temu rečem, anatomija čustvenih zadev. Se pravi, pogledali bomo, kako so naši vzorci izgrajeni. To je kot ta mizica, ki sicer ima eno veliko nogo, podstavek, ne? Ampak naši vzorci so sestavljeni kot ena mizica, ki ima recimo več nogic, ne? In vsaka od teh nogic je en dogodek, ki smo ga mi doživeli v našem življenju, ki ni bil prijeten.
ne. In se pravi, da bomo razumeli, kako so vzorci, kako nastanejo in tudi kako jih spreminjamo. Se pravi, naučila bom, kako poiščemo prave dogodke, ki so nas v otroštvu zaznamovali, ki so zaznamovali to slabo samopodobo in kako s pomočjo tehnike EFT spreminjamo v bistvu te občutke. Naučili se bomo, kako deluje naš zavestni del uma, kako deluje naš podzavestni del, kako sta ločena med sabo, kdaj operira. Poznate to, Mojca, kot ljudje reče, aha, točno vem, kaj moram narediti, ampak v bistvu ne morem narediti, nekaj me ovira. Ovira, ja? Ja, vem, da odločim se in trdno vem, ampak vedno je neka blokada. No, to sta naša dva dela uma, zavestni in podzavestni. Ali ne moremo naprej, potem nas nekaj ovira? Ne moremo naprej, bodi si eni izpitov ne morejo končati, eni ne morejo shujšati, eni preprosto ponavljajo iste vzorce, ali v partnerstvu, ali v financah se trudijo, pa vedno se nekaj zgodi. Torej, kadar imamo te ponavljajoče vzorce, ko se ne moramo prebiti ven iz svojih okvirov, kljub trudu, kljub znanju, kljub vsemu, takrat pomeni, da igra podzavest svojo vlogo in je treba poseči tukaj. In točno to jih bom na seminarju učila, kako se to spremeni in kako lahko v bistvu prebijemo, naredimo preboj na katerem koli področju. Torej, še več v samem seminarju vam lahko naša gostja pove tudi zasebno. Pokličite na 01 589 6636. Sicer lahko pogledate tudi njeno spletno stran notranjaradost.si. Samo pišete v bistvu svoj mail, pa tako ste že kar brezplačno dostopate do tudi njenih videov. Tako. Torej, tale seminar me še zanima. Potem, ko vi torej naučite priti do vzorcev, pred oddajo ste mi pokazali, kako dejansko to deluje. Potem s tem vodenim glasom, ali resnično lahko potem sami pridemo do, v bistvu, bi znali to sami potem speljati, bo seminar toliko, da ljudje delajo potem doma, ja, da so neodvisni? Na seminarju bom jaz povabila ljudi tudi na oder, prostovoljce, tisti, ki bodo želeli, vsak s svojim konkretnim primerom, delala bom pred njimi in vsi bodo nekaj profitirali od tega in vsi se bodo naučili. Tako da bojo imeli ljudje možnost razumeti, kak naš čustveni svet deluje. In ljudje dostikrat v teh komentarjih pišejo, pa to bi se mogli v šolah učiti, nihče nas tega ne uči, pa je tako pomembno. Tako da na tem seminarju bomo se učili abecedo tega, kako sploh živeti, ja, in ljudje bodo profitirali. Bodo profitirali s tem, ko bodo videli druge in s tem, ko bodo sami. Tisti, ki se ne bodo hoteli izpostaviti, se ne bodo rabili. Kdor pa bo želel, da se mu konkretno dela, konkretno, da naredi res velik premik, pa bo lahko prišel na oder, pa bom ena na ena delala, ostali bodo gledali, spremljali to, pred njihovimi očmi se bodo stvari dogajale. Torej, koliko, na primer, časa morajo gledalci doma delati, da v bistvu si izboljšajo neko stanje? Ali lahko to, ne vem, migrena, ali pa lahko to strah pred višino, strah pred kačami, pred psi, naprimer, kakšne so te razlike v tapkanju? Ja, lahko človek dela ne vem koliko časa, pa ne bo prišel do rezultata, ker sam nima dovolj izkušenj in znanja, da bi prišel do rezultata. Ni dovolj videti na YouTubeu posnetek in delati doma? Večinoma ni, včasih je dovolj. Včasih je dovolj 5 minut, včasih je dovolj pol ure, včasih je dovolj 1 uro. Večinoma pa, ko gre za neke resne stvari, če hočemo resno stvari pomagati, je pa treba iti nazaj vzorce pogledati in pogledati izkušnje, pogledati dogodke, pogledati, kjera travma se je zgodila, da se je stvar zapisala v telo. Torej, zdaj, ko tole tapkam, bi si torej morala zraven delati, govoriti nekaj, ne? Mojca, to je zdaj čisto brez veze, da tapkate. Zakaj? Kažem gledalcem, da ko gledajo, da bodo videli. Ja, da bodo videli točke. Torej, ko tapkamo, ni dovolj samo tapkanje, dve stvari istočasno je treba delati. Treba je tapkati in treba biti osredotočen na neko svojo čustveno težavo. Vi ste zdaj osredotočena na gledalce, name, na vse. Torej, kadar tapkamo, se treba zapreti, to je zelo intimna stvar, treba biti sam sabo, biti iskren, začutiti, kaj sploh čutimo, prepoznati, kaj se z nami dogaja in šele potem tapkati. Se pravi, jaz nisem pristaš tem površnih stvari, 1, 2, 3, tak, ampak je treba iti vase, treba je res si najprej priznati, kaj sploh čutimo, se pravi dve stvari, osredotočenost plus fizično tapkanje lahko privede do rezultatov. Se to je res, v bistvu, da pač moramo biti skoncentrirani. Ampak, a veste, gledalci prešaltujejo takole kanale in pač ko vidijo, da takoj vedo, da gre za tapkanje. Ja, to pa se strinjam. Absolutno, Mojca, absolutno. Torej, prihodnji teden med vikendom se lahko udeležite seminarja, ki ga organizira naša gostja. Danes so kar veliko že o tem povedali. Če imate torej kakršnokoli težavo, lahko že zdaj pokličete našo gostjo tudi po tej oddaji, glede na to, da se oddaja
oddaja zaključila in vas bo poklicala nazaj in vam takole tudi svetovala, kaj narediti in kako vam lahko pomaga ter v kolikšnem času si lahko stanje izboljšate. Nič 1 589 6636 pa je naša telefonska številka. Tudi tekom drugega dela oddaje lahko torej našo gostjo, gospo Vlasto Kuster, pokličete in vam bo vrnila klic. V drugem delu oddaje bo sicer Lili govorila o numerologiji, pa vendar tudi tekom njenega dela bo tale številka na voljo za vaše vprašanje in vas gostja pokliče. Ja, hvala, da ste delili v bistvu z nami, da ste predstavili to metodo, ne samo tapkanja, pa ga govorite tukaj o vzorcih, ki so v nas, ki jih je potrebno rešiti. Torej, če ste se prepoznali, kot sem omenila, telefonska številka vam je na voljo, izkoristite jo, pa takole izkoristite klepet tudi z našo gostjo. Prihodnji vikend pa se udeležite tudi njenega seminarja notranjaradost.si, pa je spletna stran, kjer lahko dobite še veliko več informacij. Lep pozdrav!